Opel se hvali, da je nova Astra najboljši Opel, ki so ga kadarkoli izdelali. Mene pa zanima samo, če je res lažji za 125 do 200 kg, odvisno od opreme. Za vse, ki imamo radi dinamično vožnjo, je to ključna informacija. Vse veste, da so obilni ljudje težko dobri tekači, na kratke in dolge proge. Leta 1991 se je začela pot za ta Opelov najuspešnejši model. Vauxhall je sicer na otoku našega kadeta prodajal kot Astro že leta 1979 in zanimivo, nove modele bodo zdaj prav vse delali tam, v Britaniji. Več kot 30 000 naročil so že sprejeli za avto, še preden so se kupci lahko sploh usedli van. Sicer pa zgodovina Oplovih kompaktnih avtov traja že 80 let. Že leta 1936 je bil narejen prvi kadet, ki je šel takrat 100 km/h. Pa še ena zanimiva, leta 1965 je Opel Kadett B bil poimenovan kot Das Auto. Tako da veste, kdo je bil prvi na tem področju. Do danes je bilo narejenih že 24 milijonov teh kompaktnih avtomobilov. Astra pa je že od leta 1991 v Evropi drugi najbolj priljubljen avto v tem segmentu, ki v Evropi zaseda 23% tržni delež, pomeni skoraj četrtino vseh avtomobilov. Ključne stvari. Nova platforma D2XX je od pretekle že v osnovi lažja za 80 kg, bolj prilagodljiva in v enem kosu narejena iz varjenega jekla. Zaradi te platforme je zdaj Astra tudi manjša. Od prejšnje je krajša za kar 5 cm, medosje pa za 2,3 cm. Tudi nižja je za 2,6 cm. Se mi zdi kar čudno, običajno se vsi novi večajo, tokrat pa kontra. Ampak znotraj je bolj prostorna. Za noge zadaj pa je za 3,5 cm več zraka. In to po zaslugi teh sedežev, ki so zdaj tanjši, še vedno ergonomski in razvijali so jih 5 let. Očitno takoj, ko so naredili že prejšnjo Astro. Prtljažnik je v osnovi ostal enako velik, za natanko 370 litrov ga je. Če premalo, so že pokazali novi Sport Tourer, karavansko varianto. GTC-ka pa po izkušnjah sodeč pride čez kakšni 2 leti. Še 2 leti nazaj smo vedno imeli kaj zapovedati čez Oplove motorje, zdaj pa se časi spreminjajo. Vsaka Astra bo v sebi vozila čisto nov motor z močjo od 70 kW in vse tja do 147 oziroma 95 do 200 konjev. Čisto nov je za Opel 1,4 litrski turbo z neposrednim vbrizgom goriva, ki bo zmogel 92 ali 110 kW, 125 ali 150 konjev. No, najbolj zelen pa naj bi bil litrski bencinar z močjo 77 kW, to je 105 konjev, za katerega pri kombinirani vožnji obljubljajo manj kot 4,2 litra na 100 km. Prav zanima. Dizelski navdušenci seveda bodo tudi za vas 3 variante 1,6 litrskih motorjev od 70 do 100 kW, torej 95 do 136 konjev, kolikor jih ima tale. Tokrat so še posebej ponosni na povezljivost Astre z vsem mogočim. Za sistem OnStar pravijo, da je svojevrsten angel čuvaj in izjemen ponudnik storitev. Z Wi-Fi dostopno točko je mogoče povezati do 7 naprav in v praksi vse celo deluje. Matrični LED žarometi so pa itak prvi v kompaktnem segmentu avtomobilov. Aktivno osvetljujejo pot in se zasenčijo, da ne slepijo drugih. Vas zanimajo še cene? 13 990 evrov za osnovnega na začetku, samo za prve kupce, potem bo pa 1000 evrov dražji. Dizel bo 3000 evrov dražji, takšen 1.4 turbo bo 1300 evrov dražji, za inteligentne luči in Telelux boste pa doplačali 1200 evrov. Cilj za prihodnost imajo jasno določen. Potem, ko je Opel lani utrdil 3. mesto na trgu vozil v EU, mora do leta 2022 postati drugi največji proizvajalec avtomobilov na tem trgu. Nova Astra ima pri tem ključno vlogo, zato pa je najboljši Opel vseh časov.